v Maškonu vili smo bili. Pa malo ene čakalnice je bilo. Tista je bila bolj podobna vagonu, kot pa to, da je tistem. Da so bili pol bolniki po cilj, veš, pa še dol po stopnicah na dvorišču. Pol 7 sem mogla biti tam, da sem pol se pripravila, prikuhala, brezgalke. Pa vse, kar je bilo treba pripraviti, da se je pol reden del pričel ob 7. Pa se je pa nadaljevalo vse, dokler je bil kakšen človek bolan še tam. In sva delali tudi od do, dokler so bili ljudje. Ni bilo nobenega vprašanja, kaj je delovna ura. Mi smo mogli to narediti, ker so ljudje od vseh koncev prišli. Ker je bilo pa takih, da nisem mogli hoditi, se jih pa pripeljali z vozom. In pa tisti hoteli zmeraj imeti privilegij, da konji ne morajo čakati. Pa smo se smejali, ko so bili pol pa avtomobili, pa šoferji niso mogli čakati. Ali da je mogel doktor nekam daljati, ali pa da je bila kakšna nesreča, smo prosili v tovarno Šešir, da so nam avto posodili pa šoferja. V Ljubljanski dolini je bil doktor Gregorčič, pa doktor Bernik, na Sivškem je bila pa doktor Strnadova. Doktor Strnadovo smo pa nadomeščali, je doktor Bračkova nadomeščala 2-krat tedensko. In smo se peljali z avtobusom v Benjih gor, pa smo pa bili gor v ambulanti, tudi dokler je bilo kaj ljudi, pa je bilo to 10:00 zvečer. Pač kakor je bilo, no. Pol je pa bil gor en taksist, jo je pa pol še po hribih tam vozil, če so klicali, da je nujen bolnik. No, tako da sva prišli včasih ob enih hnenj sester prenočevat, ob 5 pa na avtobus, pa direktno tle v ambulanto. Pa je šlo že spet naprej, dokler je bilo. Sam jaz sem imela, ko sem prišla domov, da sem se lahko vdahnila. V nas se pa ni mogla, je mogla pa še spet teren. Ko so gotovi bolniki bili, ko so imeli za srčne bolnike, ko so imeli redne injekcije, ki po 12 injekcij mogel dobiti vsak skozi turnusa, ne. In tisto ni mogla pustiti, je mogla vse nadaljevati. Tako da se je dobro obdelala, pa tudi dobro je bilo, da je bila ona iz Zgornjih Železnikov doma, ki je bila stroga delavska disciplina, da je bila utrjena v delu. Drugače bi bilo pa ne bi zdržala tega tempa, kar je bil nemogoče. Pol so bili pa tele Tavčarjevi dnevi, jo je pa nadomeščal za tiste dneve doktor Gregorčič iz Gorenje vasi. Tako da za počitnice pa kjerkoli jo je nadomeščal, sem mogla biti zraven, nisem smela iti sama na dopust takrat kot ona. Zaradi tega, ker je rekla, vi ljudi poznate, pa veste, koga se z njim dogaja ali pa vse to. Zelo dobrega zdravnika, ampak pa vse skupaj tako v takem tonu pripovedoval, da se smo lahko velikokrat nasmejali. Tako, drugače, tak srčen zdravnik je bil. Ja, to se pa pol, ja seveda, pa se je pa še ta druga ambulanta odprla, je doktor Jenčič. Doktor Jenčič prevzel pa Jakličeva Mila, ki je bila sestra njegova.
Tako da pol je bilo kul malo lažje, ker nas je bilo več. Ja, to je bil pol rato še ta protituberkulozni dispanzer, se je priselil iz tlele, ki je bil včasih špital, kako se je reklo, na Spodnjem trgu. No, ta se je priselil, pol zdaj sem v zdravstvenem domu. Je bila pa sestra Žigonova, ki je tam delala. Z Golnika je pa hodil en zdravnik enkrat na teden. Pa laboratorij je tudi delal, se je tudi odprl. Tako da je bilo, kar se tega tiče, delo precej olajšan. Pa zobozdravniki so bili tudi noter v zdravstvenem domu. In so imeli pa prvo nadstropje. Tako. Povsod je bilo kaj. So bile garaže tam pri Ravniharju, mimo glavne ceste, mimo Pavlusa nasproti. Tam je bila reševalna postaja, samo en šofer pa en avto. Ampak tam so bili toliko časa, dokler niso bile tle v prizidku narejene garaže. Lekarna se je pa preselila zaradi tega, ker so ljudje zahtevali, da naj bo lekarna čim bližje zdravnika, ne. Prej je bil Burdih tamle na Novem, tlele, takoj na križišču, nasproti pošte. Pol so pa hoteli pa imeti lekarno v zdravstvenem domu, so pa naredili pa na drugo stran prizidek, so pa naredili od spodaj garaže, pa od zgoraj pa socialno zavarovanje, pa še eno garsonjero so imeli od zdravstvenega doma. Tako, pa tista soba dežurna, ker je bila za šoferje. Tako da se je pol vse skupaj bolj polnilo.